SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Ja, hvala lepa in lepo zdrav vsem, da ste se odzvali v tako visokem številu, kar je seveda razumljivo. Zoran Janković je prvič v teh prostorih, se mi zdi, glede na to, da imamo regionalne pisarne po vsej Sloveniji, da vedno pridejo zraven župani, je bil res čas, da povabimo v ta prostor, kjer je največji in tudi najlepši, ljubljanskega župana. Kako ste, kaj? Odlično. Zadnje dni ste spet, mikrofon odlično. Tako, ja. Zadnje dni ste zdaj spet kar aktualna tema vseh poročil, novic, včasih mi bo še celo žal, da nisem tam, ampak vas imam pa tukaj, kar je še bolje. Vaš prijatelj Vučić je včeraj rekel, da sta bila v stikih in s tem bomo seveda tudi začeli, kar se mi zdi zelo zanimivo, da vas je povabil za predsednika srbske vlade. Velik izziv, priznanje. Vam je Ljubljana ljubša kot Srbija? Lahko malo voda. Seveda. Namreč zdaj boste pač prvi, ker čez 2 uri snemam na Popu, tako da zdaj lahko sprašujete, nasploh lahko sprašujete, kar želite, tako da brez dileme. Vi veste, da sem jaz čisto mešanec. Sem rojen v Srbiji, oče Srb, pokojni, mama Slovenka, dol sem že 12 let in jaz sem včeraj, v sredo sem bil z Vučićem na večerji, 10 ljudi, govorili smo vsem, kaj je treba za mir v regiji. Jaz ne vem, jaz sem po mojem daleko najstarejši, ne vem, kdo je blizu mene, pravzaprav nažalost ni nobenega, ampak jaz se zelo dobro spominjam, da je samo 30 let od morije, ki je bila na tem Balkanu. In če grem še naprej, to možnost imam, to sem vedno delal, mi smo bili prva in največja investicija v Sarajevu, prvi 12 je 2005 let po vojni, večji od Coca-Cole. In v tem Sarajevu, govorim Mercatorju, je bilo zaposlenih največ Bošnjakov, je logika, Hrvatov in Srbov. In kot zanimivost povem, da so sami zbirali vsako leto najboljšega delavca. In za prvo leto so zbrali nekoga, ki je vodil prodajalno pohištvo, je bil pa po nacionalnosti Srb. Hočem povedati, te omejitve, ki zdaj vse razdružujemo, jaz drugače vidim. Če nočemo imeti spet situacije grozne, imamo že dost Rusijo, Ukrajino, imamo dost Gazo, ta Balkan je treba ohraniti mir. Bom prišel, ne bom pozabil. Jaz sem napisal tisto pismo Vučiću, ki je bilo moje osebno pismo, sem to povedal na glavi mestne občine. Bil sem tisti dan bolan, sem narekel šefice kabineta, so prinesli pokazati, sem potrebno rekel, pošljite. Ampak povejte mi samo eno stvar, a ni vraga, samo 14 dni kasneje je to isto potrdila tudi Evropska unija. Tako Košta kot Rusija, da je pač on za stabilnosti. Na koncu, zdaj tudi včeraj sem gledal ta njegov nastop, dobi obisk Trumpa v Beogradu, ali pa gre v Washington, pisal mu je Trump, pisal mu je Xi, pisal mu je tudi Putin. Jaz za svojim pismom stojim. Poudarjam še enkrat, tam so 3 točke. Nikoli nisem rekel besede proti protestom, celo obratno. V današnjem času to demokratični družbi nekaj normalno, obsodil sem vedno nasilje nekdo, ko dela, je pač moj prijatelj in naslednji dan za to. Torej, tudi mene je presenetil s tem svojim nastopom, ko je prišel povedati, kdo bo kandidat za predsednika vlade in to je sred mandata, se pravi ista skupščina, isti parlament zbira novega človeka. Vučić je moj dober kolega, bil odličen župan Novega Sada, so ful dobro sodelovala. Zakaj je odstopil? Jaz sem takrat rekel, da je to znak poguma, prišel bo novi in na to, kar je on izjavil, da mene, da upa ali pa da razmišlja, da bi jaz bil enkrat z njem na volitvah, torej jaz sem šel podpreti tudi njega na volitvah pred letom in pol, ali ten let, nekaj časa že mimo, in sem tudi povedal, zakaj, s tem, da jaz vodilno opozicijo zelo dobro poznam in tudi nobenih težav nimam. Celo eden od njih, to je Ješić, je bil v Indiji župan, ki je imel v tistem času prvi in edini, ki je rešil gradnjo dovoljenja po elektronski pošti v 3 dneh.
Džilas je celo bil nekako v moji politični opciji, ko smo imeli tlele Gibanje Svoboda, Kosovsko razstavišče, on prišel kot predstavnik stranke. Ja, je to velika čast, ampak moj odgovor je, danes sem tudi imel naš kolegi Glačer ponedeljkov, jaz sem župan še leto in pol v tem mandatu, pred več kot pol leta, ko sem sprašal, če misliš še kandidiral, sem rekel, da bom to povedal 9. maja 26, odvisno mojega počutja. Imam preveč rad Ljubljano, Ljubljančane, Ljubljančanke, moje sodelavce, pa predvsem imam preveč izzivov, ne takih, ki pa zdaj pred 20 leti meni res motivirajo. Ne. Od končanja C0, pa sežigalnice, pa tržnice prenove. Vse gradimo zdaj, a je Ilirijo zdaj, atletski si mislil, atletski gradimo, ampak tisto, kar me najbolj veseli, ta novi plan, 5. sprememba že plana, je to, da bomo mi LPP 5 hektarjev, ki je pod bloki, ne, vsak jutr prežgejo ob 4 zjutraj, preselili v Stanožiče, to bo zdaj v tem planu in tu bo na teh 5 hektarjih oziroma 50 kvadratnih bo zelenica, ki je Šiška rabi. To me pa res zuno motivira, ne. Pa Ljubljanica, prenova Ljubljanice, to, kar je naredil že Janez Koželj začel, ne, se pravi, vse poti se spustijo, ne, proti vodi, ne, in bojo šle ladice lesene na sončni pogon dole vodo po Ljubljanici do Sotoča oziroma do portala, da bo lažje in potem po Gruberju nazaj. Krožna pot. Ta projekt je težek 55 milijonov evrov in imamo podpisane 4 pogodbe, Energetika Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana pa DRSV, kar pomeni, da se bo cela Ljubljanica uredila tudi ta naplavina Špici in jaz si to želim, ko je en tak projekt, se pravi 200 milijonov v veselje, to pa tisti park. Jaz si zelo želim, ne, da bi to obnovili, ne, da bi bile spet stopnice dol, glede spet moja leta, da bi lahko šli v Ljubljanco, ne skakati na glavo ali pa na noge, ampak kopac. Tako da pravim, ja, slišal sem to, kar je povedal, če vprašam tle vas mlade, kdo pa si ne bi tega želel. Da je prav zanima, izzivam, ne, da mi nekdo reče, ne, pridi, boš prišel z mano v volitve, ne, kot bodoči predsednik vlade. Ampak ostajamo v Ljubljani, če bi zdaj bi prišla moja naslednja lokacija, ne, je selitev iz Rudnika na Žale, to mislim, da sem dosti povedal, ne. Pa ne še jutr, no, ne me zdaj tak, ne, ta dame, ne se. Ja, nič, moram na to temo še kakšno stvar seveda vprašati, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem prebiral slovenske medije, nekje so napisali, Zoran Janković nam še vedno ni odgovoril, kaj je z njegovim pismom, no zdaj ste ga omenili, ne, kaj vse noter piše. Levica pravi, povejte nam, kolikokrat ste potovali v Srbijo, ne, prej ste rekli, saj sva se srečala, a sta bila pri nas na kosilu z Vučićem ali v Srbiji. V Beogradu včeraj, ne, v Beogradu, ne, v sredo v Beogradu, sredo zvečer, ne kosilo večeri. Zdaj tole, kar zdaj pišejo naši mediji ali pa Levica, ne, zdaj treba vzeti, očitno so volitvene za župana, ne, se že bližajo, ne. Prvič, vsi naši mestni svetniki dobijo vsako leto poročilo o vseh poteh, vseh obiskih, tako da nič novega ni. Tudi letos bo junija meseca, lani so ga dobili in to. Pismo pa ga lahko zahteval, ne dam ga. Pismo je, on naredil prevod, to je moje osebno pismo, ni ga več, ni ga tudi, smo imeli kontrolo, smo bili prijavljeni, ne. Pisma ni nikjer zavedenega v naši službeni pošti. Se pravi, nobena stvar, ker je iz mestne občine, kot službena zadeva, mora biti zavedena. Tako da pa imajo pravico, da govorijo, kar želijo. Ena izmed takšnih stvari je, naprimer, Vučiću seveda očitajo, da nadzoruje medije, da tam ni prave svobode. Evropa, Slovenija, vendarle smo z nekimi normami, vrednotami. Če bi postali vi srbski premier, bi sprostili malce to medijsko? Tale čez puste. Jaz sem svoj človek in bom ostal nekde v kakšni funkciji, tudi če gremo v pokoj, ne. Zdaj pa tak, ne, zdaj malo za izziv, ne. Katere medije nadzoruje Vučić? Ja. Šolakove tudi? Ne, Šolakove. Aha, sam da vprašam, ne, tako, a nima mi podobno situacijo, da nekateri nadzorujejo svoje medije? Jaz nobenega ne nadzorujem. Jaz sem dobil danes vabilo in običajno, kot veste, ne, vsaj do zdaj, pa ne spomnim se, da bi šel na kakšen tretji medij, ampak hodim, ne, ko me povabijo Nacionalka pa Pop. Tam se povabil
pop, grem na pop, brez debate, ne, jutri imam novinsko konferenco, vsak lahko sprašuje, pa nočem biti kaj za časa volitev, lahko da sem bil še na nekem, pa drugače, pa izven tega, ne, hodim na te 2 medija, ne govorim 2 televiziji, hodim na 2 radija že vsa leta, ne, en je Radio Express v četrtek, ne, ob 8 zjutraj, odgovarjam na vprašanje, kar dokliče, drugi je pa 3. nedeljo v mesecu, pa radio, zdaj Rokal, Bobal, ne vem kaj bi bilo. In to ni nobenih razlik, ne. Ampak vsak mora zase odgovarjati, ne. Če kdo misli, da jaz v tem primeru če, pa ga ni čeja, ne, pravim, če kdo misli, ne, da me s tem lahko spremeni, se zelo moti. Tukaj imamo veliko mladih, verjetno zelo dobro na TikToku, Instagramu, pa na Facebooku spremljajo srbske proteste. Te sem pa močen, to sem pa močen, na TikToku, ne, pa Instagramu, vem, da delajo pri nas, ampak jaz še danes ne znam message napisati, tako da tega, tudi nikoli nima telefona s sabo, tudi zdaj ga nimam, ne bo pozvonil. Tako ne pridem v buri, ali pa ne pridem, pa se pač upravičem. Ne. Ampak v Srbiji, naprimer, je pa mladina zelo, zelo aktivna tam in tudi zelo jasna, da pač protestirajo proti Vučiću zaradi korupcije, ker si želijo bolj evropsko Srbijo. Kako pa na to gledate, na to moč mladih, ki pravzaprav res prebujajo Srbijo? Naprimer, Djoković je rekel, to je naša mladina, na to je treba staviti. Pa se tudi jaz isto pravim, v čem je problem? Zdaj, pa nisem jaz noben odvetnik, vsak bo zase pač odgovarjal, kar dela, ne. In mladi so imeli neke zahteve, potem se pogovarjajo, ne, kaj je bilo, kako je bilo, ampak dejstvo, ne, spet bom rekel, tek moji kontakti, ne, ki so bili že pred tem, ne, moja prošnja je bila nobenega nasilja. Nobenega nasilja, bom pa drugače vprašal, ne, kako jaz gledam, pravim, mladi imajo pravico, tudi to, da se odločijo, ne, da mogoče enega leta ne bo študija. Vsak ima pravico, da reče, kdo pa lahko me prisili, ne, če tako rečem, v teh 18 letih, glede na število dni mojega dopusta, ne, sem po mojem naslednjih 2 ali pa 3 leta lahko doma, ne, če bi lahko se 4 dneve se štel, ne. Nimam jaz problema s tem, ne. Odločajo se, naredijo, kar želijo, najbolj mi je pa tema, ne, spet sem vrnil na Ljubljano, da nekdo mislil, ne, korupcija, ne. Po mojem sem jaz po medijih en bolj koruptivnih ljudi v Sloveniji. Gospa tožilka me ima ful rada, ful rada, ne. Jaz sem imel v vsem procesu spočeti strani tožilstva, od tega je 7 zaključenih, oproščen sem, od tega 6 je pravnomočno zaključil. Se pravi, ne tožilka, da izgubi na prvi stopnji, ne, se vedno pretoži. Tudi pred 7 se pretožila, čakamo zdaj odgovor. Ampak pravim, zdaj, če gledam, da ta senat šteje 3-5 ljudi, pač odvisno tudi do rokne sodišča, vsaka moja zadeva od teh 7, ne, do zdaj zaključenih, ne, razen te zadnje, ker čakam, kar je, ne, se pravi, imela 2-krat sodni proces. A so še vedno koruptiven, če ona tako misli. Pa prvo zanimivo je, ne, če tako rečem, da v nobeno od teh procesov ni bilo nikoli rečeno, da bi mi kdo kaj dal. Ta zadnji proces je že priložil tako zgledal. Vi ste naredil premoženjsko korist Grepo in goljufijo na račun evropskih sredstev. Evropa noče ta sredstva, so porabljena. Se rekel, kako sem naredil jaz premoženjsko korist? Očitno sem dobro to naredil, ker so šli v stečaj. Mislim, ne grem izkupje, ampak to pravico ima, kdaj bo začela 8. proces, ne vem povedati, kdaj bo sodnica to razpisala, ta trenutek zadnji. Pa če vem, če ne bo kaj novega pripravila, če bo ratal dolg čas. Zdaj ste korupcijo omenili, pa vas jaz malo izovem, ajde, da imamo malo zanimivo debato. Nekateri pravijo, pri Zoranu Jankoviću lahko vse narediš, dobro posel skleneš, ampak moraš pa nekaj nakazati. A lahko jaz to drugače rečem, da vem, jaz tle ne poznam vas tle. Nej en pride zdaj pa reče, da mi je karkoli dal. Pogleda oči, če bi jaz mislil, da je to res, tle odstopem. Sploh ne grem več naprej, kar tle zaključovanje. Si pa čez teh poklicov, ko veš, sicer midva, evo ga, primer, ne, ki ga že dolgo poznam, ne, enkrat sem mu nekaj pomagal. Ne vem, 10, 12, 13 let nazaj, ne. Ja, po moje pa korupcija, ker mi je plačal enkrat kosilo, ne.
Prkovač, jaz sicer jem piščanca, ne prutničke, ampak ne vem, kako se to šteje. Še enkrat povem, težko boste našli koga, ne, da sem jaz odrekel pomoč. Ne. Vsak ima pravico, da me prepričuje, da najboljši, da naredi, kar želi, ne. Ampak najte mi enega, ne, ki bo prišel pa tle rekel predvsem vami, ki ste in malo, ne, da mi je kaj dal. Da je pa, da ločimo zadevo. Tudi takrat je bil še Bobovnik na nacionalki, pa je bil tam Petrovec postali. V enem vprašanju je bilo, a vi niste dobil ta denar? Ne ga dobil Ljubljanski grad. Pa je vprašal Bobovnik Petrovca, to spremeni vaše mnenje korupcija? Je rekel, bistveno. Ne? Da pa Mercator sem vodil tle zraven hiša, nisem bil že not 18 let, kar sem šel. Ne? Mi smo bili največji donator in sponzor v Sloveniji in je meni logično, pa bom še enkrat povedal, če mi ustvarjamo dobiček s tem, da nekaj prodajamo, potem moramo vrniti okolje. Vsak let, ker smo imeli rok 30. oktober, smo zbirali vloge, po 30,000 vloge prišlo. Od zaboja piva, ne, do ne vem, milijonskih zneskov, potrebili smo jih 3,000. Če tega ne bo, če vi podjetniki, če velika podjetja, Krka, ne bojo dalo okolje, bomo pa rekli, ne, zakaj so otroci na socialnih omrežjih. Če mu ne mogočeš, da gre igrati nogomet, tenis, gre v dramo se učiti, ali gre plesati, karkoli, ne. Ampak poglejte v principu, ne, ljubljanski šport. Vi veste, ko dajmo mi leto za šport brez investicije? A kdo ve? Kdo upa licitirati številko? Pa niste se dobro pripravili. Mi dajemo vsak let 14 milijonov evrov. Pri nas je naši klubi, športna društva dobijo letno brezplačno, poudarjam brezplačno, 280,000 ur. 280,000 ur. In poleg tega mi plačujemo trenerje mladih, v vseh športih, po 24,000 evrov je tista plača normalna leto, brez tega praktično ne bi funkcioniralo. Skupaj 14 milijonov evrov, plus investicije. Ilirijo noče ne šteje. Zdaj bo prišlo to, da bojo tisti, ki bodo odplavali, ne, dobili od nas 100 ur v bazenu Ilirija in to brezplačno. To je mimogrede, ne. Meni najbolj trpim, ne, zaradi gospoda Pečečnika, ne. Tale Pliček stadion, ko sem prišel za župana, je bilo pred mano v prejšnjem mandatu, dvakrat so rekli, obnavljamo Pliček stadion, mestni svet, pa so zavrnili, gradimo nove stožice, pa so zavrnili, ne. In potem je prišlo vprašanje, ne, zemljišče je bilo kupljeno že pri tem 7 let, že županja pred zadnjo županjo, in smo šli v stožice. Meni je žal, res mi je žal, da trgovski ni končan. V prejšnjem mesecu smo imeli v dvorani stadionu 70,000 obiskovalcev. Letno milijon, brez enega bifeja, brez ene trgovine. Trdim, da če bo ta naredil, da bo to naredil največji uspeh. Zdaj malo skačeva, ne, ampak jaz sem razpolagal. Tle sem do 5:30, tu mi paše. Malo vode. Malo vode? Ne, alkohola ne bo. Ne, prekosilo. Mogoče na te številke, ker vem pa, da rekli ste, da se na 2 radijski postaji javljate in včasih sem to poslušal. Kako vam uspe vedeti za čisto vsako ulico, za čisto vsakega zaposlenega v Ljubljani, kaj dela, česa ni naredil in kaj bo naredil do naslednjega tedna, ko se boste javili v to radijsko oddajo? Najprej, glede kako vsako ulico, jaz še ne verjamem v to, da je moj način dela management by walking ground. To je rekel enkrat Sam Bolton in mi smo imeli v Mercatorju vsako leto isto številko kot Walmart, kot največja firma na svetu. Bila je samo ena črka različna, dolar, drugače pa vse isto. In to, kar je on počel, ne, tega se pa tudi jaz nisem mogel, to priznam, on je preletel eno mesto, San Francisco, in je šel vedno pol tudi eno svojih trgovin. In se usedel za blagajno, ne, in gor pisalo predsedniku 10% popust. To pa jaz nisem pobudila. Drugače pa ulice hodim, vikandi so meni najlepši, ker sem po gradbiščih. 150 imamo živih, vam lahko povem, da smo zjutraj ob 7 začeli asfaltirati
Jučkovo cesto pri Supernovi, ker sem bil tam. Ne. Pravim, da je to način življenja, ne, kot tak. Ne. Dejstvo je, da sem poznal ne, v Mercatorju 70% sodelavcev po imenih, nas je bilo takrat na koncu 14 000, tle nas je sam 531, ne, tako da je to zelo lažje, ne. Je pa tudi, da imamo, če štemo se, mimo holding z 2700 zaposlenimi, tam pozna vse vodilne, pa tudi tiste, ki so na cesti, pol imamo športne, kulturne zavode, naš zdravstveni dom, ne, ima, to je zelo zanimivo, ne, 1700 zaposlenih, ne, od tega je 442 zdravnikov. A kdo ve, koliko jih je pri nas stavkal v času te stavke Fidesove? 2. Ne vem, zakaj sta bila, ne, ampak 2 sta stavkala. Ne. Princip je, jaz ne razumem tega, ti nekaj stavkaš, konec koncev ne, zdaj tako pomakne zdravnikov si lahko zbereš tam, kje boljše. Vse imaš vse na voljo. Greš zasebno, greš iskat koncesijo, delaš v zdravstvenem domu, delaš v kliničnem centru, ampak hoče povedati naš odnos. Jaz sem enkrat rekel, ne, pa so tudi zamerali, ne, mislim, da prav na tej levi opciji, ne. Če kdo misli, da je lahko direktor našega zavoda brez mojega soglasja, to je bilo Kino Šiška, če se spomnite, zelo pisal, ne. Kaj si jaz drznem, ne. Saj, ko sem bil prijazen do človeka, da mu rečem, te ne vidim na tem mestu. Jaz bom kandidiral, sreten put, ne bi rekel, ne. In potem te peljem na mestni svet in dokler imam večino, drugače pa rečem, hvala lepa, vse imejte. In da si vi predstavljate, da bi ta večina ne glasovala proti mojemu predlogu. Je prej usklajen z vsemi službami, tak, ne. Pač je šel na mestni svet in ga niso zbrali. To bolj prijazno, kot da mu rečem, te ne vidim. Pa še to morate vedeti, ne. 516 je bilo, zdaj nas je 531, 532 na današnji dan, 30 manj prav delajo 10krat več, najhujša zadeva v javnem sektorju, če nima kaj početi. Zakaj pa ti delaš, jaz ne delam, ima pa isto plačo. In to je tisto, je po teh, ne, 532 teh mojih letih naredilo, ali pa dela višjo stopnjo izobrazbe 120 sodelavcev. 120. Dajte kar firmo, pogledajte, pa kdo ima, bom rekel, 20%, da jih plačuje študij. 120 je naredilo višjo stopnjo izobrazbe in pravzaprav, ne, ko gre nekdo stran, ne, je moj nasvet, če ti je bolje, da moraš jeti, če ne, nisi pameten, taka pa ne rabem. Pa te bodo ponos, kaj se naučil. Sistem vodenja mestne občine pa Mercator je popolnoma isti. Kdor razlaga drugače, res so druga pravila, pač zakon mora biti. Ampak uprava. Tam smo imeli 10 na leto Mercatorju nadzorni svet. Tle imamo 10 na leto mestni svet, kaj ista funkcija. Mercator smo imeli vsako leto skupščino, tle imamo vsaka 4 leta skupščino volitev. A še veste, kdo je pri nas, kdo drug kriv za karkoli v Ljubljani razen mene? Ja, vedno je šerif kriv, ne? Vedno je šerif kriv, rečejo, ne? In kdo je šerif, jaz ne. Mogoče še eno vprašanje, zdaj, ko govorite o učinkovitosti Ljubljane, ne glede na to, ali so ljudje iz leve ali iz desne, kaj vse se je v Ljubljani zgodilo in naredilo, nihče ne more tega reči, da se ni ogromno, ne? Pa me zanima, govorili ste zdaj o učinkovitosti tega vašega sektorja v Ljubljani, ko pa gledamo državnega, ne, se mi pa zdi, da imamo v zadnjem času velike pomisleke, ali res potrebujemo tako velik državni aparat, sploh ko govorimo o uradih, ministrstvih. A ste dali kdaj kakšen nasvet predsedniku vlade, kateremu koli, ki vas je poslušal, naprimer zdaj zadnjemu Robertu Golobu, kaj ne naredi? Jaz sem enkrat, ko sem bil ful mlad, to je bilo leta 2011, ko sem tudi še nas poznal, dal en komentar v Financah, pa sva slučajno sedel v Kovačevo za sosedno mizo, pa so mi prišli povedati, ta gospod je pa to lepo izjavo dal v tebi moji, ne, tako super. Takrat sem imel ful ambicijo, željo spremeniti Slovenijo in tokrat zdaj se pogovarjam še vedno drugi tir, pa ne vem kaj, zdaj se to dela, kar bilo že narejeno. Jaz na svetu ne dajem nikomor, ker veste tista zgodba, ne, pameten, naravne svete, ne pomagajo, ne.
In jaz govorim o svoji poti, tudi vam, ne. Lahko vprašate, kar šte, pa rečete, te stare že mim, ne. Stran vršite tisto, kar je slabo, če kaj dobrega, sem vesel, da odnesete, ne. Drugače pa, da bo zelo jasno, ne, jaz mislim, da bo Golob dobil volitve, vse bo naredil, da pomagam dobil volitve, kar zame dobro dela, tudi te reforme, te 5, ki so te šli dogovor z plačni sistem, 15 let ga ni bilo, ne. Zdaj, zdravstvena reforma, pokojninska reforma, a podpišu v sredo ali v petek, je prav vse na figa, ne. Tako da ne govorim o poplavah, ne, ker zdaj se bo videl, da sploh tam, ne, da ne vem, če govorim, ne, o muzerskem delu, ne, pa Črni, ne. 95% ljudi je vzelo denar, ne nove hiše, ne, vse logično, zakaj, ne. S tem denarjem bo lahko zgradil 2 hiše, ne, ker cena v Ljubljani pa Črni, ne, sem rekel premalo, ne. Tako da pravim, ne, da jaz tisto, kar mi je dobro, tudi povem, kar mi je pa ni dobro, tudi povem, vse jaz nimam težav tega povedati. Pa nekdaj, kdo je minister, kdo je predsednik vlade, ne, kdo je predsednik države, vse sem pozval predsednik države, ne, naj prevzame C0 z vojsko, če bo misli, da bom zastrupil ljudi, ne, potem je njena dolžnost, ne, da to prevzame pa zaščiti voda. Da ne govorim, da je tam že 50 let na tem področju kleč, kanalizacija, ki 50 let funkcionira, cevi so stare 50 let, pa še vedno pije odlično voda. Kaj pa ste rekli, na primer, Golobu, kar ni dobrega? Pa nisi, da bom to povedal tebi. Ne, mogoče ostalim, ne. Jaz sem tudi zrobjen prijatelj, ne. In če mislim kaj, ne, je ta diskusija zelo odprta, v obe smeri. Moram zdaj vprašati, ne, glede na to, rekli ste, verjamem, da bo zmagal, zdi se mi, da se zadnjih 20 let ves čas vrtimo v nekem krogu, ali Janez Janša, ali pa nekdo nov na tej levici, zdaj se spet ugiba nov obraz, ne, vi boste zasedeni, ne, vas vabijo drugam, ampak ne, kako na to gledate, no? Na to, da vendarle smo mlada država, pa da si morda, glede na to, da je res tudi veliko mladih podjetnikov, ki ni nič obremenjenih s temi delitvami, da bi si morda želeli pa nekaj več debat in da si povejo ljudje med sabo, kot vi rečete, ampak tudi iz različnih polov. Nimajo ste težav. Vsak, ki misli, da je kaj za popraviti, da ima to znanje, se mora javiti. Evo, zdaj vas izzivam, ne. Joc, volitve so pri nas aprila drug let, ne. Tako da, če mislite, da znate ponuditi tej državi nekaj več, da bo ljudje bolj srečni, bolj zadovoljni, pa ne pozabiti, če gledate zdaj, pa če gledam samo Evropo, kdo od vas, sam roke gor, da je bil kdaj v Sarajevu, recimo, pa ne zdaj, ne, bivši državi, 1, 3, 4. Meni je bilo Sarajevo, ne, model, jaz sem bil podpredsednik Olimpije v košarki, takrat je bila Smelt Olimpija in sem hodil z Vinko Jevcem na vse domače tekme. Sarajevo je bilo tisto, kar je danes Ljubljana. Tam si prišel, si bil sprejet, nihče te ni vprašal, ne po barvi kože, ne po osebni izkaznici, jaz si z enega, drugega, tretjega entitete. Jaz sem tudi javno rekel, zdaj v Sarajevu v mikrofon, nikoli ne bi bil župan Sarajeva. Županja Sarajeva je imela 18 milijonov svojih mark letnega proračuna. To še za protokol ni. Denar je bil na občinah, pa one so odločale, pa na kantonu zakon pa denar. In to, kar jaz pravim, je še danes včeraj ustavljamo turiste po pešconi. In me poslušajo. Še danes pobiram smeti po ulici, ne. In pravim, tole veselje, ki vidim, se boste vsi spomnili, ve dame, ne. A se spomnite, kakšen znak je bil pri Zvezda Sličani? Zdaj ni več Zvezda, zdaj Douglas. Kaj je bilo tam na vogalu stavbe? Nobene ni mamice bile otroka. Tam je bil znak ob Zvezde prepovedano hoditi z otrokom, da te avtobus ne stisne, ker zaviju, ne. Tam, ker so bili prej avtomobili, pred robovim vodnjakom, so danes mize. To, kar je narejeno, mi smo zelena prestolnica Evrope, pa ne samo to, mi smo proglašeni, da smo najboljša zelena prestolnica Evrope od vseh zmagovalcev. Mi smo čez 2 hektarji
takrat je bila zapora, ne, na Wolfu je začel plin puščati. To je bilo nekaj, sem rekel tam delavcem, ne hite počas. Pa sem štel korake, koliko je od Tromostove do pošte. A je to predaleč. Koliko je od Tromostove, pa smo pol naredili pred tunelom avtobusno postajališče. Pa nove mostove, danes je to 20 hektarjev, peš cone. In nismo še končali. Ga ni mesto v Evropi, ki je imelo tako površino. Ampak ljudje v Ljubljani, kolikor se mi ne pritožujemo sami nami, še vedno vse sprejmemo ful lepo, smo ljubeznivi, znanje jezikov je odlično, ne. In kdor pride, ne, v Ljubljano, mi smo, če sem že spet primerjal z Beogradom, imamo več nočitev, kot ima Beograd. Pa ne v primeru veličino mesta. Če bi imeli avionske povezave na Brniku, kar je po moje bilo narobe, smo prodali Fraportu, mi bi prodali to Mogar in Katarju, da bi oni to odprli okno v Evropo. Če bi imeli 10% teh povezav, mi zrastemo v trenutku za 20% še nočitve, brez da karkoli naredimo. Ker kdorkoli je prišel, ta teden imamo veliko Američanov, prav zanimivo je, ne? Skupina Američanov, starih med 60 pa 70, in na obisku, ne, vsak pride v mestno hišo, če sem letem, se srečamo. Tako da pravim, mi smo danes tisto, kar živimo skupaj, spoštujemo različnosti. Najlepše mesto, to vsi veste, da je Ljubljana, ne? A rabim kaj poudarjati. Ok, provociram, jaz imam 4 razloge. Od najmanj pomembnega do najbolj pomembnega. A kdo upa vsaj kaj še napovedati? Prvi, najmanj pomemben, evo, prva nagrada v Bruslu, ločevanje smeti. Čisto. Drugo? Ta je tretja. Ni varno, pa je najvarnejše. Se pravi, od najmanj pomembna, ta je že zelo pomembna, najvarnejše mesto uradno deklarirano. Pred tem je še zelena površina. 75% Ljubljane zelene površine. 75%. V novem planu po vsej gradnji bomo imeli 60%, sicer sam za eno indeksno točko. Pa tega ne boste nikjer našli. Tudi te nove parke, ki sem razlagal prej. Tele imate, ne, Šmartinski park, pa imate Severni park. Prej je bilo to parkirišče, ne. In meni najpomembnejše, ne, to pač ne boste vedeli, ne. Jaz bom drugače rekel, ampak v to smer gre, ne. Ja, se strinjam s tabo. Živeti skupaj, spoštovati vse različnosti. Jaz sem ateist. Džamija kdaj zrasla? Prezidij pravoslavne cerkve. Prašte župnika, kompare v Trnovo, ne, kako je dobil garažo, ne, za dom starejših, ne. Jaz se samo z nadškofom ne zastopam, ne, drugače z vsemi, ne, pomož nadškofom zelo dober, ne. Vsak ima pravico, veste, zakaj je ratala džamija osnovne? Isto prvo leto, 2007, sem me povabil, da kot delo, imeli smo svetovno razstavo psov. Torek, sreda, četrtek, petek. Jaz sem šel en dan pogledat, ne, če v nedeljo rada ne bom, ne. Potem bila pa sobota, ne, so imeli pa svoj praznik muslimani. In na istem podu, sicer je bil pomeden, ne, smo mi zanačali ljudi pa vse. Njih imamo doma 5, da ne bi kaj mislil o teh pseh, ne, da imam kaj proti, ne. Pa to se mi zdelo popolnoma meni ateistu nespoštljivo. In takrat so zbirali pred mano, hotel narediti referendum proti džamiji. Pa županja si Šičeva ni pustila, ker tudi zakon ne dovolj. Zadnji dokument za džamijo, za gradnjo je bil sprejet brez glasu proti. Brez glasu proti v prisotnosti in SDS in NSI, brez glasu proti. To je največji uspeh, to je to. Najbolj živeti skupaj spoštujete različnost. Se s tabo ne more zastopiti, noben problem. Zakaj se pa je s tabo kregal? Pločnik bo šel na drugo stran ceste. Vse to sem že delal, ne. Jaz za Alenko Bratušek 10 let nisem spregovoril. Zdaj se ful dobro štekam. 10 let nisem. Zašel čez cesto. Pa, to je bil moj protest. A to je 4. točka. Živite skupaj, spoštovati različnost, ja. Najpomembnejša. Varnost, tako je za tem, ne, oziroma pred tem, zdaj naj pošljem pa čisto. To so te moje 4 točke.
Malo bom povezoval Ljubljano pa vse državo. Naprimer, ko govorimo zdaj o drugem tiru, vendarle ga počasi končujemo, pa še kakšne te velike projekte in vse se ukvarjamo tudi s temi aneksi. Tudi največji projekt v Ljubljani, zdaj naprimer Ilirija. 18 aneksov. 18 aneksov. A se to da zmanjšati ali je to nekaj, kar je del normalnega posla? Ampak dajmo zdaj tak uvod. Naša pogajanja so vedno javna. Vsak lahko pride, jaz povem, kaj pričakujem in potem sam berem, kaj napiše. Dobi najcenejši. Potem pride nadzornik, ki mora biti dober, ki mora čuvati, ne? In jaz sem ponosen na to, da vse, kar je dodatno narejeno, poudarjeno, ne podržitev, kar je dodatno narejeno, plačamo. Zdaj, to je zelo zanimivo, te Ilirije, 18 aneksov, menda manjkajo tudi feni, da je premalo fenov tam, ne. To je res en tak podatek, ki mogo biti v pogodbi, ne, ker veste, težko kupiti 10 fenov, ne, za naročilnico. Ampak 15 aneksov je bilo brez finančnih posledic. Se pravi, nominacija pod izvajalcu. Premalo si, dajmo še enega, ali pa zamenjali kakorkoli, ne. Rok podaljšanje, da, odobren, čim napišem. Ampak od teh 3 aneksov, ne, dodatnih del, brez ene podržitve, ne, to sem pač provociral, ne, pred kamero, da ne, lastnik pove, ne, koliko je dolgo podržitev, ne, je bilo 7.900.000. Pri čemer, še enkrat podarjam, ne, to je svojih 14%. Zakon dovoljuje, da lahko imaš podržitev do 30%. Podržitve, dodatne dele, karkoli, ne. Ker čez 30% moč na nov delati razpis. No in zdaj zelo zanimiv, ne, potem razlaga, zakaj smo tele podpisovali ta dodatna dela in med drugim smo delali tudi za to solarno energijo, ne. Sončne celice, a ga ni vraga, da smo zdaj dobili sklep, da dobimo nazaj 4 milijone denarja od ekosklada, ker je objekt popolnoma nevtralen. Nevtralen bazen, ki me da hiter bazen, jaz ne vem, koliko je dober, ne. Ampak Mankoč je rekel, da je to najboljši basen v Evropi, pa ta Mankoč je preplavil nekaj metrov, da nečem kilometrov. Če je njemu najboljši, ne, sploh ni vprašanje. To je problem, smo spet, pa sem uprnil na tvoje področje. Veliko prinesejo mediji. Dan se bere kri, seks. Pa če je do koga, ki naredil, ne, a ja, ne sem videl, če kakšen otrok. Mi nimamo, da bi se pohvalili s kakšno lepo stvarjo, da bi dobil celo stran v mediju, da bi rekel, lejte. Potem so prišli na otvoritev, ne. Novinarka vpraša našo šefico PR-a, a bi župan zdaj preden, ker smo, to sem pol zvedel, čakali smo sončni zahod, da se lepo videlo, ne, da so začeli, ne, to prireditev. A je kdo bil na prireditvi? In vtis? Prav, da kaj tazga nismo videli, ne. Leta 19 je bil Mercator, 50 let smo to naredili, direktor prenos na televiziji. Pa je rekel takrat Čadež, ki je druga opcija. Prav mi očitajo, da sem dal tebi, ne, te levem, ne. Pa prav, jaz sem jim posem pokazal, da celo leto je bilo to druga najbolj gledana oddaja. No, ta je bila res vrhunska, ne. Ampak me vpraša, veste, kaj je bilo prvo vprašanje? A vas kaj motijo protestniki? To je delirijo. Sem rekel, a vsi 4? Ja, pa kaj smoti njihova tabla? Dobil sem zlato medaljo v korupciji. Naš mestni svetnik, ki mesec svetu ne sprav niti enega predloga, je pač to je korupcija, ne. Mi gradimo predrage stadione plavalne, pa napačna lokacija, namesto da bi tisto, kar je bolj potrebno. Šole nam propadajo. Sem rekel, ta pa je, ne. Mi smo prenovili praktično, ne, polovico naših šol in vrtcev in dajemo tretjino proračuna, 33% šole pa vrtce. Za kulturo, brez investicij, 11%, prvak Evrope. Rekel, njihova pravica, absolutno. Pa ko vam razložim o teh mojih procesih, se rekel, zdaj ne vem, ali njegovo velja, ne,
njegova tabla ali velja to, kar napiše sodišče. Jaz še vedno govorim, da sodišče zame edini kraj, ki dosežeš pravico. Moj kasec je dosti velik, ker če ne začnemo se ne na ulici tepsne, kdo je močnejši. Ne. Tle sem nažalost bolj švok situacije, ne glede na leta, pa vaša mlada leta. Ne. Tudi ne vem, če sem zelo hiter, da bo šel vse. Preden, to so take vprašanja, priješ na eno prireditev, 1500 ljudi je bilo, v četrtek pa petek, to je bilo tork, sredo smo imeli pospravljeno, četrtek petek smo imeli tam odprtih vrat, 10 000 ljudi je prišlo iz cele Slovenije. Pogledati si. In prej, pripomba je, veste, premalo fenov je. Rekel, ta pa je res, ne. Pa ljub projektant, ki ni napisal 102 fenov. Mislim, ne da je rešljiv, to je operativna zadeva, ne. Bojo ja videli, a rabijo 8, mogoče podnesli, mogoče pa ne rabiš 8, pa jaz vem, ne. Tako da če bi bili, ne, v bistvu, da ne bi iskal senzualizma, ne, bi ne bilo vsem lepši. Jaz tu danes pravim, ne, lepo prosim, ampak res lepo prosim, ga ni vprašanja, ki bi imel jaz problem odgovoriti. Pa vas prosim, da vprašate karkoli. Karkoli. Jaz zato predlagam en aplavz, da ga se malo razbremenimo. Pa zato zdaj imamo župana tukaj, ki so takšna in drugačna mnenja o njem, pa evo, zdaj imate priliko, da ga direktno vprašate v živo, karkoli vas zanima. Predvsem ona slaba mnenja so bolj dobrodošli. Ja, da bo se lahko popravil, če kaj tako, ne? Ne, da lahko odgovorim, ne, pa mogoče spremenil pol mnenja ali pa una, ne, tako da ne bo, ne. Ta čas, ko ni, bom sam rekel, glede na to, da ste imate najdaljši županski staž v zgodovini Ljubljane, kateri je vaš največji dosežek, oziroma na katerega ste vi kot župan najbolj ponosni? Kaj je tisto, kar reče, to pa je? Toliko časa pa nimamo. Ne, to pa res, ne, to je ful težko ali pa lahko vprašanje. Jaz vem, kaj je najbolj pomembno, ampak če začnem tisto, kar ne vidite, gdje smo 250 km nove kanalizacije, od 68% na 92%, prej je teklo vse v potalnico, 51%. Jaz sem ponosen na vsak od narednih 2400 projektov. Vsak je nekaj pomenil, tudi tisti kolo park, ali pa igrišče, ali pa karkoli, ne. In prijeti na PST, ki je urejen, ne, je zame tako kot stolpnic. Tako da ni tega odgovora. Vsega 2400. Vsega 2400, prej sem govoril o zdravnikih, lahko razlagam v lekarnah, lahko razlagam o zavodu na domu. Tako da sistem, ki funkcionira, pri nas je to razdeljeno, pri nas še vedno bila pravila. Da ne da imaš pravico, imaš obveznost povedati svoje mnenje na kolegiju. Obveznost. Potem pač razpravljamo toliko časa, ker kaj, ne imam ločeno mnenje. Ne gre, ko pa dosežem nek dogovor, pa konc tega, pol se tega spele. Jaz se lahko zmenimo, kdo bo vozil avtobus proti Portorožu. Ampak ne morata dva držati volan, ne gre. In isto tle pravim, pravilo, ki velja še vedno v Mercatorju, ne, isto, obvezno povedati svoje mnenje, pa dajmo SWOT analiza. Veste, kad smo šli Mercatorom v Beograd, da se malo grejejo, ne? Mi smo imeli tista letna srečanja, če kdo delo z Mercatorjem, običajno 1000 oseb Bernardinov, ko smo predstavili naš plan za naslednje leto. Kakšne marže bojo, kaj. Mi smo takrat dali, prvo leto sem prišel prednost slovenski proizvodi. Brez države, 74% blaga na naših policah je bilo proizvedeno v Sloveniji. In z nami so šli vsi tisti tudi po bivši Jugoslaviji. Ne. No in potem smo naredili, Walmart je prišel v Nemčijo, gledal trgovino, češ, mi smo največji na svetu, mi imamo pa tle razsurili trg. Po 4 letih so zaprli, propadali. In je profesor Prašnikar s svojimi postdiplomci dobil nalogo, plačano, SWOT analizo, vstop Walmartu v Nemčijo, pa Mercatorja v Srbijo, Beograd. In zdaj SWOT analize, minuse, ne. Kaj je problem? Korupcija, super. Na koncu on konča, ne, jaz sem v prvi vrsti se rekel, profesor, 2 leti se rešil, kolega sva skupaj uzol igrala, on na drugi strani, ki ima brata, ne, ki je bil vedno pri njemu timu, ne. Se rekel, dajte meni povedati zdaj, kaj je zdaj tvoje odgovora, mi gremo v Beograd, ne gremo. Je rekel, srečni so predsednik uprave Mercatorja, animal instinct. In to je tisto.
5 letih, 4, prej so me zamenjali, mi nismo imeli ene problema s korupcijo. Ko smo šli v Sarajevo, isto, ne. Moj največji uspeh v Sarajevo, poleg tega, da smo bili prvi, kdo ve, zakaj prvi 12. je bil otvoritev Mercator. Če kaj veže zgodovino, kdo od vas. Prvi 12. ustanovitev SHS, države Srbov, Hrvatov, Slovencev. In to je bilo tam, skupaj delamo. Ne. Meni je največji uspeh bil, da sem jaz Bosanca, na otvoriti smo največje težave, ker so vsi kadili. Pa ne smete pušiti, pa so grešvali tam v koritu za rože, tistih tam. Ne. Čez en mesec so pili kavo v Mercatorju, ne, brez cigaret. In to si štejem kot največji uspeh. A vas boli potem danes, ko gledate, kaj se z Mercatorjem dogaja? To je bilo lepo v Mercatorju. To je isto, ko me je sprašval, kateri igralci mi bolj všeč. Generacij se ne da primerjati. Jaz, če bi me pustili v Mercatorju, bi bili danes že ne v Bakuju. Bi bili do Bakuja, ne. To je absolutno ne Romunija, Gruzija, Azerbajdžan, Ukrajina. Mene je hudo, evo. Mene je res hudo, jaz tu ne hodim več v trgovino, ne. Pri nas je sicer hodila vedno žena, še vedno to hodi, ne. Če se kje pojavim, joj, a vi veste, ko sem nagrad dobil, menedžerski pa kot župan v tem obdobju? A kdo lahko licidiral giba? Mislim, da jih je bilo okrog 10, no. 32, to je približno, ne. Ampak ponosen sem na vsako teh nagrad. Ampak najbolj ponosen sem pa edini direktor v tej državi, ko so me zamenjali, da so za mano jokali sodelavci, zdaj lahko prižigali sveče pa trgovina. Od 1000 trgovin je naš predsednik uprave dobil 600 mailov, da bo zaprl trgovine, dokler ne vrnem nazaj. Nisem pustil. Zdaj, ko zdaj bomo to naredili, jaz bom nazaj prišel, polo se gotovili, da lahko to naredimo, jutro boste hoteli še plače, jaz pa ne pustim. Kaj, biti štrajk v Mercatorju, brez mene na čelu ni bilo šans. Jaz sem povem, pa ne sem zamusten. Samo ena stvar je, ker ne bi znal preživeti. Ne bi vedel, kaj povedati. Da bi šel morat mojemu sodelavcu povedati, gremo v stečaj. Po mene ne preživel, evo. To je edina stvar. In to ni moj Mercator, ne mi je žal, ne, ampak če vedno imam piko, kartico, ne, ampak kupuje žena, tako da ni moj. Veste, vse to je taka zabava. Mervič je edini, ki z njim govorimo o trgovini, ne, Špar, ne. On tudi ne Špar, on me prišel vprašati, ful prijatelja, ne. In pol me vabil, da jaz odprem njihovo novo trgovino v BTC-ju. Ta naš posvet jutrnji, ne, poznaš vse, ne, predvsem pa te 3 dame, ki skrbijo, kako ne jaz odprem zdaj Špar. Do enega leta, ne, sem bil vodilni trgovec, Mervič je bil sledilc, ful dober, ne, kar petih, ne, on se bori za odpiralni čas, on se bori za to, mi bomo sledili, ne. In pa sem šel odprt, ne, kaj češ, ne, se moreš, še ti je prijatelj, to je pridobitelj Ljubljane. Sem šel odprt, ne, ampak na koncu govora sem pa rekel, veste, ful sem vesel, da ste odprli, ne, ful lepo, pa jaz še vedno kupujem s piko. Spet pa na tistem, ne, lahko se razvideš, ne, jaz sem tiskal zaslužil to armijo v Mariboru. Lahko se razvideš, ampak ko si bil v vojski, si imel polno problemov, same slabe stvari. 5 let potem, ko si vojsko končal, si je spomnil sam lepih stvari, prijateljstva, kako smo korakali, kako smo, ne. To je isto, ne, če češ biti. Za Nito Golin, našo času meščanko, sva ponotranjali sva skup dodelali, če češ biti srečen, ali pa srečen si lahko tako, kot druga narediš srečnega. In jaz v to verjamem. A kdo ve, koliko porok sem naredil v teh 18 letih? Jaz dajem garancijo 50 let. In če malo to pri vse poključen razgovor, ne, in pravim, da ne grem gor, ne, ampak bo šel dol, tako da ne se pas, da bom hodil strašiti. Koliko? 500. Blizu. Garancijo si dobila? 600 porok sem naredil.
A pa še drži? Še. Vse naj se pas. Ne, pa je poroka lepa zadeva. Ampak, a vi veste, da jaz pred poroko nikoli ne jem, nikoli ne pijem. Nič. Da bi se zdaj usedel, pa bi rekel, ok, zdaj bi imel kosilo, kozarc vina, pa šel na poroko. Ko pa, če se zmotim, pa rečem neko ime, napačno, ne. Se upravičuješ, buhe, kaj misli partner, kaj je župan ve, kar jaz ne vem, ne. Se tle se še koga poročil v tej sobi, ne. Vidim tam, ja, tako da ne, tak, ne. Pa še koga bom v tej sobi, ne, tako da ne. Ni še pol 6. Še imam. Se bo prišla 6 PR-a po mene, ne. Bo. No, a je kakšno vprašanje, ki bi ga radi postavili županu? Katerega? Kateri stadion? Plečnikovega. No, to se lahko lupa, ja. Najprej složiti. Tam je mogo biti centrum, tam Ne, ful hvala, ne, ampak spet nekaj časa. To je bil prvo javno partnerstvo v Sloveniji. Takrat smo pisali, Virant je bil minister, pisali, da nam povejo, pogodbo smo dali, vzorc pogodbe v mestnem svetu, od 45 smo dobili samo eno pripombo, ena vejca je manjkala. Se pravi, naredili smo tisto, kar smo znali. Razpisali smo to pogodbo, takrat na otvoritvi ponudb, 2 smo dobili, ena je bila iz Holandije, povezavi, pa mislim, da je bil Šolmajerjem, ne, pripeljal ene, druga je bila teh 3, Sraka, Ogrin pa Kordež, in mi smo napisali, da osnovna cena minimalno 70 milijonov, da dobi. Mi smo ponujali, da lahko zgradi na zemljišču 100.000 metrov, 94.000 metrov bruto površine, pa nam naredi stadion pa dvorano. No, in odpiramo to ponudbo, te iz Holandije so ponudili 46 milijonov evrov. Te pa 81. Odlično bilo zelo jasno. In celo čestitali so, vse v to kamerah, vse zabeleženo, kako lepo čestitke, gor, dol. In potem so začeli to graditi in za ta trgovski center je Mišković izdelati iz Beograda, takrat začel razvijati, podpisal pogodbo, da kupi trgovski del za 222 milijonov. 222, plačal 5 milijonov are, pa je prišla kriza, pa se ustavili. Danes javno povem, če bi to vedel prej, bi tožil Sid Bank, gospoda Svilana. Ona dva sta se z Jašo pregovarjala, na koncu je teh 15 minut, ki je manjkal za dokončanje stadion, Nova Ljubljanska banka rekla, da, tankat kroš kredit, ampak da so upišeni kot drugi, ker prvi so bili upisani sindikat teh 5 bank. Svilan ni pustil. Nažalost sem prepozno zvedel na pričevanje, tle, so vodili. No in je, če kdo bere, če kdo bral, ti, ki plačuješ, pri nas mora iti vse čez proračun. Ne mora biti nič drugače, da plača on kaj taza. A veste, ko smo mi plačali brez davka za to, kar je narejeno, pa imamo upravno dovoljenje že 15 upravno dvorano v stadion, ne vem, ki bili tekme, ene in drugo, ne vem, ki bili koncerti Čolič ali pa Plavi orkester, naredili smo Štajersko cesto, nadhodno Štajersko cesto, vso kanalizacijo, vso infrastrukturo. Koliko je to stalo, po vašem mnenju? Nekaj milijonov, 114. Brez davka. A veste, ko smo dobili, prej sem rekel, 81 milijonov smo dobili javno-osebno partnerstvo od Grepa. Od Evropske unije, to bi morala spremljati, ker je to črna kronika, ne? To, kar me zdaj preganjala tožilka, 9 milijonov. In potem, ko smo dobili še od Darsa, ne, od Tazga, ne, pa še državnih, mi smo dobili 111 milijonov evrov. Se pravi, nas dvorana, stadion, to, ko sem naštel, stane neto 3 milijone plus davk. Jaz sem rekel sodnici, enkrat imelo dosti, hodim pa na vsa, kada me povabijo, grem, ne, če najdejo kje na svetu to, ne rabijo me to, že sam ne mi povejo, kam ne grem pa koliko let. Ampak ni 3 milijone nastane neto. Če zna kdo boljše, evo ga izzivam. Bom zrihtal lokacijo, sam ne pride povedati karkoli, ne. Za tako
Zakaj se ne, potem je to šlo v stečaj, tukaj piše, ne, dolgovi 100 milijonov, to so bili banke s krediti, ne, podizvajalci so bili podplačeni in je potem to kupil fenomenalni človek, ne, ki je najbolj poseben, pa ga ni, Izet. Ampak začel se je pa tako, ne, SD takrat bil dobre vole, ne, rekel, župan, jaz imam pa nekaj denarja, jaz bi nekaj kupil. To je bilo prvič, se je rekel, kupi tisto jamo pred tabo, tam so se bal, da so stolpica zruši, ne, ti se stali, ne, je kupil za 1,5 milijona, za tem stojim, ker govorim, ne. Pa je šel čez ljudi, pa je rekel, župan, jaz se ne znam, je tle hotel, ne, najdi bi kupca. Pa se rekel, lej, te bom povezal z Delto, ki so iskali lokacijo. Pa je prodal za 3 milijone, tam zdaj so uli hotel, ne. Pa je pa šel čez en mesec, pa je rekel, spet imam nekaj denarja, ne, se je rekel, kupi stolčice. To, kar je on kupil, jaz imam vse dobro mnenje kot pogajalca, pa je tako dober, kot on pa nisem, ne. On je kupil za toliko denarja, da jaz nisem mogel verjeti. Jaz sem vmes dvakrat rekel, pa daj že podpiš pogodbo, ne, pa je vlekel to en let, ne, dokler ni prišel tisto, kar je hotel. Pa sem računal, da bo šel to delati. Nažalost se je ne pustil, vse zaraščen, ga ni zanimal, ne. Pač očitno ni rabil denar. In on je pred letom prodal temu lastniku KPL-ja, spet za primeren denar, pa vem koliko, ne, pa se tih, ne. No in ta se zdaj pogaja z enimi partnerji, da bo to naredil podprl trgovski del. Drugače mi imamo vse naše narejeno, sem rekel tudi novo, pa daj tisto ploščo končej, ki manjka pa spod garaže tvoje, da mi lahko naredimo park. Ampak je saj počistil, to je pa prva stvar, ki je naredil. Ne vem pa, kaj bo. Če bi, no, vi, ki zberete, ne posoti mi denar po mestu v kup. Bomo skupaj naredili delniško družbo, pa to bomo ponovili. Evo izziv. Vse gre tako v penzijo, ne, ali kaj, me že menjate, ne, ali še ne. Maja pove. Maja 26. Ja. To sem povedal že takrat, pa ne, da bi karkoli skrival, ne. Jaz sem zdaj v ful dobri formi, ful mi paše. Imam življenje, dolg čas mi ni, imam najboljšo ekipo sodelavcev, prijazne meščane, tako da res nimam težav. Ampak kaj bo čez eno, pa ne vem povedati. Sem se podločil, da maja povem, na sej mestnega sveta, o proslavi 80 obletnice zmage nad fašizmom, nacizmom. Ljubljana mesto heroj. To bo Joc povedal, kaj če mi jaz to povedal, ne? On je lastnik, ne? Meni je škoda, da to ni bilo rejeno takrat pred 10 leti, ker toliko je bil nor na fuzbol, bolj kot jaz, kar je težko, ne? Kar je težko, takrat bi naredil za te svoje fuzbalerje vse. Vse je bil pokalni prvak, ne? Pa ker sem mislil, da bo državni prvak, pa da bo šel v Evropo, pa evo, zalomil se čist trapasto. Sosedje, ki niso nič krivi. 12-13 let smo se preganjali, ne, sosedje, ne, da vrtički njim pripadajo. Se upravičujem, vrtički čez cesto ne more biti po zvetlu. Tam je čez vrtiček, ne, zdaj ga bom pa jaz vzel čez cesto, pripada temu te stolpici, kako hudiče, ne. Upam, da se bo rešil vsaj letos, da bomo prišli do neke rešitve, tako da bo lahko po razpolagu. Je pa nujen, potreben. No, jaz moram tukaj javno povedati, da če župan ne bi bil toliko fokusiran, da se to reši, bi se te stvari že zelo zakomplicirale, tako pa nekako prej tudi z Janezom Kocijančičem, žal pokojnim, smo mi imeli pač skupno idejo, da bomo tukaj naredili en objekt, ne glede na vse smo... Ta je še vedno dovoljen. Ta se ni spremenil objekt, ta je še vedno dovoljen. Ja. No in v bistvu je zdaj taka stvar, da jaz nekako vidim rešitev to, ne vem kdaj, ampak gremo v tej smeri, da se bojo ti odnosi malo drugače spremenili, da bi se odkupil ta centralen igrišče samo, to, kar je dejansko kulturni spomenik po območju, da bi se to obnovili in aktivirali, da pa bomo z mestom probali zbojevati nazaj parcelo, ki so nam jo koruptivno 100% vzeli
Nekaj še tisto besedo, da je brez veze. 100%, ker to je, recimo vsi sodni izvedenci so jasno svoja mnenja, pa nismo jih sami naročili, tudi nasprotno stran opredelili, da parcela, za katero so ljudje 28 let plačevali najemnino in se nahaja na drugi strani državne ceste, ne more biti pripadajoče zemljišče bloku. No in v bistvu smo zahtevali revizijo postopka, ki teče v pravilni smeri, in tudi sodišče, ki to revizijo delalo, je v bistvu dosti zanimiva izhodišča dala, tako da bo ta stvar še zanimiva. Drugače pa jaz sem nekako tudi upam, da se bo ta stvar Ampak Joc, še eno stvar treba povedati. Spet si prišel na moje, da imam jaz prav, ne? Razumne besede. Mi smo izgubili skupaj na prvi stopnji. Pa Vrhovno sodišče je nazaj vrnilo, kar je zelo težko doseženo, se pravi, sodišče le je pravica in tudi napisalo, kako mora obravnavati nazaj. Ne. Drugače, če tega ne bo, kar je zdaj razlagal, ne, v tem stadionu, 5 letih bo propadel, se bo sesul. Zid bo padel in gotovo. Pa bomo pa lahko bloke zdaj delali. Tam sigurno da je dokler sem jaz let, tako da ne morate premenati. Tako da, ne. Ne, zgodba je zelo preprosta, da v bistvu vsak lastnik mora za svoj grob skrbeti, ne. In to imamo tudi velike težave, se tudi vse te grobovi, ki niso v lasti mestne občine Ljubljana, jih nimamo v lasti, ne. Drugače pa te naše žale, ne, so sinonim, ne, v Evropi, ne, kot urejen konc. Mi imamo Plečika na tem starem delu, novi Plečik bo profesor Mušič, ne, ki dela, ne, proti Štajerski cesti, ne, sicer drugačen, ne, ampak je to volišče spet nekaj vrhunskega. Vse to je ta zanimivo, jaz vedno sprašujem, ne, zakaj ni pokop domobrancev v Ljubljani. Jaz imam 2 odgovora, ne, pač to je mesto heroj, ne, država je odredila, ne, lokacijo, ki se to dela, ne zaradi tega, ampak pač to je zdaj pač stvar dokazovanja, da ima prav. Ampak a vi veste, koliko smo mi dali, oziroma 2 vprašanje, koliko imamo pokopališč v upravljanju v Ljubljani in koliko smo dali v zadnjih 10 letih za pokopališč? To je zanimivo vprašanje, ne? 18 pokopališč, 30 milijonov nas je stalo zdaj. Samo to, kar se zdaj dela nova širitev, ne, proti Štajerski cesti, ne, je predračunska vrednost tam 12,5 milijonov. 30 milijonov, ne. Pa mi pa ne bilo rekel, ne, kdo mi bo koga pokopal, ne, te smo šel pa pogledati, evo, obljubim. Še kakšno vprašanje? Lahko to daljši. Kvaliteta, zdaj moramo 2 stvari vedeti, ne. Ena stvar je, kako se širijo kolesarska steza, druga se pa vzdrževanje oziroma ne obraba. Najprej to, mi smo od Kolesarske zveze Ljubljane dobili celo pohvalo, ne, da smo zdaj naredili v tem času 350 km kolesarskih stez. In če gledate, ne, sistem enosmernih ulic, ne vem, ali ne bo to Rožna dolina, ali ne bo Prule, je omejitev 30 na uro iz 2 razlogov. En je od tem, da kolesar lahko vozi 30 na uro pred avtomobilom in avto mora voziti za njem, kontra, ne, če nimamo prostega prostora, da bi imel svojo stezo, je pa zares kolesarska steza. Se pravi, taki omejitvi 30 na uro, absolutno pritisma kolesar. Zdaj od teh 350 km, da bomo rekel, čestivili imate super kolesarsko stezo. Če gre se zdaj novo kolesarsko stezo po Latermanu dol, mimo bazena, pred hoteli, super, ne. Je pa kar nekaj kolesarskih stez, ki je treba še vzdrževati. In tisto, kar vas običajno muči, je sneg, sreč ga ni več veliko, ne, ampak tudi ta zadnji sneg je bil letos, ne, te 2 dneva. Mi smo imeli vse napovedi in se vedeli, to je zdaj sreča, ne, ni treba več čakati. In smo začeli ob 10. zvečer posipati pesek, zato, ko pade, da ne zmrzne. Ob 2 zjutraj, ne,
pogoje, da je 10 metrov, ko je bilo 6 metrov snega, so začeli čistiti. In prvo se čistijo vse vpadnice, dostop do zdravstvenih ustanov, dostop do šol in vrtcev. In ko je to počiščeno, potem prijo na vrsto kolesarske steze, oziroma pločniki kolesarske steze. To je vrstni red. Če imate pa kaj konkretnega, me pa prvo izvolijo. Čisto konkretno, kje je pa od uvoznice naprej, ne? Res je, ne? Celovško od uvoznice naprej, cesta je državna, kolesarka je naša in zdaj se bo to popravljalo, ker se dela cesta do Stanežič. To je 4-pasovnica in tudi nova kolesarska steza. Je pa res precej boga, tudi na tem delu se je precej gradil, ne? To je tisti problem, ne? Prej smo govorili o Rastoderju, ne? Takrat, ko se je gradila tista zlata stavba, se vse uničilo, ne? Ampak pravim, res je. Ta gre, ampak vrstni red, malo test. Koliko imamo cest v Ljubljani? Več kot 5. 1627. 1627. In zdaj v bistvu, kako grejo prenove, ne? Tiste, ki so najbolj uničene popadnice, ne? Prva cesta, ki bo šla po Ižanki, pa Črnovaški, bo zdaj Jučkova na tem delu Ljubljane. Dolenjska cesta pride na vrsto 27. Leto začnemo prenovati Zaloško cesto, od uvoznice proti centru mesta, tam mimo Jurmana je zelo slabo, ne? Ampak prenova, ki se dela, je kot Linhartova. Mi to cesto odkopljamo 9 metrov in ne rabimo gradno dovoljenje, če menjamo kanalizacijo. Dajemo nov vodovod, dajemo plin, dajemo toplovod. In to, če greste gledati Linhartovo, ne, to je ta novi standard. 4-pasovno cestišče, rumeni pasovi, kolesarska steza, pločnik. In če boste gledali Linhartovo, takrat so se tudi levice, ne, premenili levico, ne, oni so usklajeni z SDS v sameni točki, glasujejo proti, vedno proti, skupaj. Imajo sicer svoj razlog, vsak različen, pa so proti. Malo manj, ko se niso proizvali na drevesa, na Linhartovi, ne mi ruše drevesa. Me zanimamo drevoreda, mi imamo trojni drevored. Tako da pravim, ne, Celovška ni še na vrsti, ne, Tržaško smo prenovili v večjem delu, neko tako, ostane nam Litijska tudi v redu, zdaj nam ostane, da prva pravim, ko sem prej razlagal Zaloška, pa pač Martinska, ki je vezana pa na Ortobar, tam se širi, ne, to je edina črna točka zdaj v prometu. Tam se širi, da bo 4-pasovnica, kolesarka pločnik in potem gre, delamo Šmartinsko, tudi širimo isto spet kot Linhartov, ne, kolesarka pločnik, ne. In tam bo, v 10 letih bo približno 4 stanovanj. Od Kolinske do nasprot Kuba. Evo, če ni več vprašanj, jaz bi se pol ti zahvalil za, ker si nas počastil s svojim obiskom ura, je to, ki si naročil, da moramo nehati. Mogoče še eno vprašanje, kam se ti to mudi danes? Ne, pa sploh ni problem, se boste poslušali, se boste gledali zvečer, ne. Od to grem slako na pop. In to je spet tista zgodba, ne. Potem, ko bom upravljal sem njo preslaku, grem pa na kosilo. Poanta je naslednja, ne, da po vseh teh klicih on bil edini, ki je rekel pridi. Govorim o 2, spet ne narobe resti televizijah, Nacionalka pa on se odločil, grem, jutri imam novinsko konferenco, poanta za to vabilo je po moje tisti Vučićev nastop včeraj ob 10 zvečer. Ob 10 ob 8 zvečer, ja, ob 8 zvečer. Jaz sem bil prej na rokometu, ne, Slovan Krka, ne, jasno, ne, Zorban je zmagal, ne, pokal po 26 letih, oni so šli feštati pa domov, ne, tako da grem na pop, evo. Evo, super. Še enkrat hvala za obisk, upam, da sem odkole večkrat srečal, pa en aplavz za župana Ljubljane, evo. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.